Spoštovani gledalci, ob 75. obletnici konca vojne in revolucije na Slovenskem ter nelegitimnega umora 12.000 slovenskih mož in fantov domobrancev se bomo poklonili njihovem spominu. Zaradi omejitev, ki jih povzroča pandemija koronavirusa COVID-19, se tokrat ne moremo zbrati in bo naša proslava potekala virtualno. Vabimo vas, da se nam pridružite na svojih domovih in tako skupno kot vsako leto izrazimo spoštovanje in zahvalo njim, ki so svoje življenje žrtvovali za najdražje vrednote pod geslom Mati, Domovina, Bog. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi bratje in sestre, dragi najstarejši rojaki med nami, ki ste v svojih najlepših letih, kot najstniki, kot mladi, fantje in dekleta, zato ker niste soglašali s komunizmom, morali zapustiti svoje domove, svojo domovino. Dragi vsi mlajši, ki ste bili tu rojeni, pa poznate te naše korenine iz polpretekle zgodovine, posebej vse rasti zadnjih nad 20 let, ki ste obiskali Kočevski Rog, Teharje in druge kraje, ki poznate našo zgodovino od svojih staršev, starih staršev, od starega ata, stare mame, stricev, vaših tet. Kako je bilo dejansko takrat v Sloveniji, ko smo morali bežati, zato da smo si rešili življenje in svobodo. S našimi dragimi rajnimi, vrnjenimi domobranci in žrtvami med vojno in po vojni smo povezani z molitvijo, z blagim spominom in lepo besedo o njih. Prav pa je, da jim vsaj enkrat na leto posvetimo posebno pozornost in ljubezen, svetimo pravilom za rajne. Tiste, ki že Boga uživajo, prosimo, da so naši zagovorniki, posredniki pred Bogom. Gotovo pa so še mnogi rajni potrebni naših molitev in duhovne pomoči, da bodo mogli v slavo in gledanje v svojo blaženost in neskončno svetega Boga. S notranjo zbranostjo v Svetem Duhu, sodelovanjem v veri in ljubezni pri tem svetemu pravilu Jezusu Kristusu, odrešeniku vseh ljudi, izkažimo rajnim našo ljubezen in v občestvu svetih. Molimo. Vsemogočni večni Bog, živi in mrtvi so tvoji in do vseh si neskončno usmiljen. Zato tvoji dobroti priporočamo naše rajne brate in sestre. Odpusti jim grehe in jih sprejmi k sebi, da te bodo brez konca slavili v nebeškem kraljestvu, v nebeškem veselju, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Dragi bratje in sestre, v živi zavesti občestva svetih, da smo vsi živi in rajni, združeni v Svetem Duhu, v eno družino, z zaupanjem prosimo trojedinega Boga za vse rajne.
Nebeški Oče, vsi ljudje smo tvoji ljubljeni otroci, sprejmi v večni dom vse rajne, ki so še na poti k tebi. Prosimo te, usliši nas. V svoji očetovski dobroti bodi usmiljen posebno s tistimi, ki so umrli nagle in nesrečne smrti in so pomoči najbolj potrebni. Prosimo te, usliši nas. Jezus, naš brat in odrešenik, v neizmerni ljubezni si za nas daroval svoje življenje, sprejmi v svoje kraljestvo luči in slave vse rajne papeže, škofe in duhovnike, posebno še naše rajne dušne pastirje in danes, ko te posebej prosimo za duše vseh žrtev druge svetovne vojne in komunistične revolucije. Prosimo te, usliši nas. Podajmi vso srečo in večno življenje vsem voditeljem narodov, vzgojiteljem ljudstev in našim javnim delavcem, vzgojiteljem, ki so pospeševali mir, pravičnost in duhovno omiko. Prosimo te, usliši nas. Sveti Duh, Gospod življenja in ljubezni, naj najdejo v tebi večno veselje vsi naši rajni starši, prijatelji, sorodniki in dobrotniki in vsi, ki so z nami hodili skozi življenje. Prosimo te, usliši nas. Oživi nam vero v življenje po smrti, očisti nas samoljubnosti in zemeljske navezanosti, podeli nam milost, da bomo zares ena družina v tvoji ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Usmiljeni Oče, sprejmi naše molitve, žrtve in dobra dela za naše rajne in jim izkaži svojo neizmerno očetovsko dobroto, ljubečo skrb Jezusa, dobrega pastirja, in tolažbo Svetega Duha, da se bodo v tebi veselili vekomaj. Amen. Gospod, da jim večni pokoj in večna lučna in sveti naj počivajo v miru. Amen. Njihove duše in duše vseh naših rajnih naj po usmiljenju Božjem počivajo v miru. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mi legionari, mi domobranci, mi se borimo za svojo zemljo. Je bila kri pradedov, je bila znoj očetov, škropimo jo, še mi svojo krvjo. Je bila kri pradedov, je bila znoj očetov, škropimo jo, še mi svojo krvjo. Mi legionari, mi domobranci, mi se borimo za svojo zemljo. Stoletja je ostala, zdaj da bi propala, se uničila za revolucijo. Stoletja je ostala, zdaj da bi propala, se uničila za revolucijo. Mi legionari, mi domobranci, mi se borimo za svojo zemljo. Smo upevanje dali, sem domobrance zbrali, in zdaj jo s puško v roki branimo. Smo upevanje dali, sem domobrance zbrali, in zdaj jo s puško v roki branimo. Mi legionari, mi domobranci, mi
se borimo za svojo zemljo, strmimo se vrednoto, kamenito gmoto, sovrakom nje razbil si bo glavo. Strmimo se vrednoto, kamenito gmoto, sovrakom nje razbil si bo glavo. Dragi romari, dragi prijatelji, kako najti prave besede, vredne kraja, kjer smo se tako kot vsako leto zopet zbrali? Ko pomislimo na trpljenje, ki so ga videli ti gozdovi, bolečino in ponižanja, ki so jim bila priča ta brezna, je naš prvi odziv zagotovo molk. Toda na takem kraju samo molčati ni dovolj. Molčati je bilo treba dolga leta. Potrebna je beseda, ne plehka in prazna, temveč beseda, ki je skoraj sveta. Tu, na tej zemlji, je namreč slovenski narod dobil svoje mučence. Ne enega, ne 10, na tisoče jih je bilo, ki so svojo kri darovali za domovino brez revolucije, za domovino brez totalitarizma, za domovino, ki bo svobodna in kjer bo vedno prostor tudi za Boga. Že 7 dolgih desetletij počivajo pod težo zemlje, ki so jo nanje vrgli bratje po rodu, tujci po misli. Desetletja je bila njihova smrt kot kletvica, ki se je ni smelo izreči. Temna skrivnost, ki so jo skrbno varovali tisti, ki so pod njihova imena zapisali eno samo besedo – smrt. Kdo so bili ti možje in fantje? Umrli smo. Vi ste jokali. Čemule? Saj nam je lepo. Iz nas cikljan niso pognali, ki hrdeči v večer nebo. Plahnele gube so in žuli. Ne utesnuje nas več čas. In včasih prijete metuli s pozdravi toplimi od vas. Res, Bog je mir. To je lepo. Prosojno vse, kot med kristali. Ako bi mogli, bi jokali, ker je vam hudo. Kdo so bili ti možje in fantje? Ne moramo stati ravnodušni o spoznanju, da so nas brez oklevanja sprejeli odgovornost, ki jo je prednje polagala zgodovina. Odgovornost do svojih družin, odgovornost do svojih domov, svojih sosedov. Odgovornost se niso izmikali, bremena niso prelagali na druge. Lahko bi rekli, da so s resnostjo vzeli besede pesnika, ki pravi: dolžan ni samo, kar veleva mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan. Ali niso vsem nam prav temno majen zgled? Tudi nam danes čas naloga naloge in izzive, ki smo jih dolžni sprijeti, brez izgovorov in izmikanja. Ko je bilo potrebno, so pokazali pogum in so uprli tistim, ki so v varnem zavetju gozdov za vsako ceno hoteli oblast. Takrat so fantje in možje pokazali neumajen pogum.
niso se skrili za 4 stene svojih domov. Niso zamaknili z roko rekoč, saj se ne da nič spremeniti. Temveč so se odločili, da se bodo borili za svoj narod in svoj rod. Nekaj je narobe. Nekaj je prav res narobe. Treba bo prelistati račune za nazaj. Nekje je napaka. Pravzaprav majčkena napakica. Gre za milijonček dobro naloženih kosti. Za milijonček oči in src vročičnih od navdušenja. Da ne štejemo solz, obupa, vere, kletvic. In kar je še takih neoprijemljivih postavk, kot je dim požganih trupel in domačij. Nekje tiči napaka in red mora biti. Kajti, kaj veš, kdaj in odkot? In na vratih inšpekcija, sila natančna, zoprna gospa zgodovina. Suhljatim kazalcem bo, kot z nihalom velikanske ure, ki kaže stoletja, drsela od rubrike do rubrike. Kako si naložil kapital? Koliko vrgle obresti? Kako si obračal kosti in srca, da o solzah in slepi veri. In kar je še takih neopremljivih postavk, ne govorimo. Z nepremičnim pogledom bo terjala odgovor. Z nepremičnim pogledom bo terjala odgovor. In nikakršna kuvertica, terjala bo odgovor. In ne jaz tebi, ti meni, terjala bo odgovor. In ne seksi strip in še kaj, ne bomo premaknili neizprostnega pogleda. Ne, nekje je napaka. In treba bo prelistati račune, da o čem drugem ne govorimo. Kdo so bili ti možje in fantje? Kdo so bili torej možje in fantje, za katere se je toliko desetletij zdelo, da je bila njihova smrt zaman? Kdo so bili možje in fantje, ki so nam z daritvijo svoje krvi izprosili svobodno Slovenijo? Če bi imeli možnost od blizu opazovati njihova življenja, bi opazili, da mnogi med njimi niso v ničemer posebej izstopali. Če bi jih srečali na ulici, bi šli mimo njih, ne da bi pritegnili našo pozornost. Večina je živela vsakdanje življenje tistega časa. Tako, kot ga danes živi večina med nami. Nič dramatičnega ali prelomnega, nobenega odkritja, ki bi spremenil svet. Njihov dan se je začenjal zgodaj zjutraj, morda v hlevu ali na polju. Njihova skrb je bila namenjena zemlji, ki so jo obdelovali. Zlahka si predstavljam, kako so v nevihtnih oblakih zaskrbljeno pogledovali zrelo žito ter se ozirali v nebo s priprošnjo, da bi šla huda ura mimo. Tisti mlajši so hodili še v šolo. Verjetno so učiteljem, tako mimogrede,
ušpičili še kakšno povalinsko. Takšno, ki se lahko rodi le v glavah mladih ljudi. Če bi torej pogledali njihova življenja, bi ugotovili, da so bili taki, kot sva danes ti in jaz. Vsakdanje skrbi in delo, bolezen in zdravje, veselje in žalost so zaznamovali njihove dneve, tako kot so z njimi zaznamovani naši dnevi. In vendar je v njihovem življenju, predvsem pa v njihovi smrti, nekaj svetega, nekaj drugačnega, nekaj, zaradi česar morajo biti tudi danes zgled in spodbuda za naše življenje, naša ravnanja in naše odločitve. Kdo so bili ti možje in fantje? Maja 1945 je bila nemška vojska dokončno poražena in s tem je nastopil konec druge svetovne vojne. Nemce v Sloveniji so v boju premagali mednarodni zavezniki, ne slovenski partizani, ki se sicer radi predstavljajo kot zmagovalci. Postalo je jasno, da bo Slovenija ostala v rokah sovjetske Rdeče armade in s tem komunistične partije, kateri so bili partizani podložni. Postalo je tudi jasno, kaj čaka tiste, ki se z njihovo ideologijo niso strinjali. Večletni številni zahrbtni umori so bili več kot jasna napoved za to, kar bo sledilo. V začetku maja 1945 so se tako mnoge družine skupaj z umikajočo domobransko vojsko ter drugimi vojaškimi enotami pridružile množici, ki se je prek Ljubljane pomikala proti Ljubelju. Begunci so se zbrali na Vetrinskem polju pri Celovcu, skupaj z njimi tudi okoli 12.000 domobrancev. Zasilno taborišče, v katerem so bivali, so vodili Angleži. Ti so se z jugoslovansko oblastjo tajno dogovorili, da bodo domobrance vrnili, in tako so med 27. in 31. majem v Jugoslavijo poslali več kot 10.000 domobrancev, kar nedvomno predstavlja največjo tragedijo v zgodovini slovenskega naroda. Angleži so se jasno zavedali, kaj domobrance čaka v domovini, zato so jih spravili v vagone pod prevaro, da grejo v Italijo, in tajno poslali nazaj v Slovenijo. Že kmalu po odhodu prvega transporta je nekaterim uspelo pobegniti, ko so ugotovili, da vlak obrača v Jugoslavijo. To se je ponovilo tudi v naslednjih dneh in begunci so z veliko bolečino sprejeli dejstvo, da so Britanci prelomili dano besedo in Jugoslaviji oziroma rdeči oblasti v Sloveniji izročili domobrance. Po 31. maju se je vračanje ustavilo in s tem so bili rešeni tudi civilisti, ki naj bi po tajnem dogovoru sledili usodi domobrancev. Zgodovino pišejo zmagovalci in pri tem običajno zamolčijo vse, kar ne ustreza njihovim interesom. Zato o tem, kar se je takrat dogajalo na drugi strani avstrijsko-jugoslovanske meje, vemo le po pričevanju nekaterih preživelih prič. Uradna zgodovina je o tem dolga desetletja molčala. Še več, vsako govorjenje ali objavljanje o tem je bilo strogo prepovedano in kaznovano. Jugoslovanske oblasti so po končani vojni izvensodno ubile okoli 12.000 domobrancev, umorjenih pa je bilo tudi 600 civilistov, ki so spremljali domobrance v prvem transportu.
Vrnjene domobrance in civiliste so komunistične oblasti najprej internirale v 3 koncentracijskih taboriščih, in sicer v Teharjah, Šentvidu nad Ljubljano in Škofji Loki. Od tam so veliko večino odpeljali na morišča v Kočevskem Rogu, Hrastniku, v Hudo jamo in ostale kraje po Sloveniji. Po pričevanjih preživelih vemo, da so neoborožene domobrance in civiliste zaprli, jih pretepali in na različne načine mučili. Nato pa so jih na kamionih odpeljali na morišča. Največkrat so bila ta varno zakrita znotraj gozdov. Slečeni in zvezani so morali nato sredi pretepanja hoditi do jam, grobov. Od njih so nanje streljali tako, da je marsikdo še živ padel vanje. Nekaterim je po nekaj dneh uspelo pobegniti iz jam, polnih trupel, in so kasneje pričali o teh dogodkih. Vse to se je dogajalo v Sloveniji slab mesec po končani vojni in po tako imenovani osvoboditvi. Kajti treba je bilo skriti pravi obraz revolucije, ki je bila nevidezna borba proti okupatorju, le izgovor za boj za oblast, ki je po demokratični poti niso bili sposobni legitimno pridobiti. 12.000 vernih domoljubov so zakopali globoko pod zemljo in jih tako poizkušali izbrisati iz zgodovine. Dolga desetletja so našo zgodovino pisali zmagovalci, a resnica je močnejša in počasi prihaja na dan. Še vedno prihajamo na njihove grobove, na katerih ni nagrobnikov z imeni, saj jih tisti, ki so ukazali moriti, nočejo dati. Še vedno prihajamo na njihove grobove, čeprav to niso njihovi grobovi, temveč morišča, kjer se je končalo njihovo zemeljsko potovanje. Ne ker bi smrt tako hotela, ampak ker je tako hotel brat po rodu, tujec pomisli. Zaradi njihovega zgleda, ki so nam ga dali, ne le v besedah, temveč z dejanji, danes nimamo pravice reči, nič se ne da. Njihov zgled na naša pleča nalaga odgovornost, ki se ji nimamo pravice izmakniti. Odgovornost do naroda in domovine. Pri tem pa ne pozabimo, če tudi se bo samo en sam izmed nas skliceval na naše mučence, bo dovolj, da bo seme obrodilo sad. Ne le 30-teren ali 60-teren, temveč 100-teren sad. Oče, mati, bratje in sestre, oče, mesta, trate in steze, voljni skale večnega snega, to je moja domovina. Zdrava moja lepa domovina, moja lepa domovina, zdrava moja lepa domovina, moja lepa domovina. Zdrava moja lepa domovina, moja lepa domovina, zdrava moja lepa domovina, moja lepa domovina. Prva pesem mladi sončni dni, varovanka fantove moči, kresli se ga meni do neba, to je moja domovina. Zdrava moja lepa domovina, moja lepa domovina, zdrava moja lepa domovina, moja lepa domovina. Zdrava moja lepa domovina,
moja lepa domovina, moja lepa domovina. Zemlja rodna moja je tako, da če treba, bil se bom za njo, zadnja kaplja mojega srca, to je moja domovina. Zdrava Bogi, moja lepa domovina, moja lepa domovina, zdrava moja lepa domovina, moja lepa domovina. Zdrava moja lepa domovina, moja lepa domovina, zdrava moja